Danes v Pomurskem dnevniku. Poskus ropa na Ptuju. Skupna zadolženost občin. Marino Kegl ostal brez medalje. Prenos drugoligaških tekem. Vreme večinoma sončno. Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Na Ptuju je bilo kot v akcijskem filmu. V sredo okoli 15. ure je 32-letni osumljenec poskušal oropati bančno ustanovo. Tega podviga pa se je lotil kar sekiro v roki. A roparju, staremu znancu policije, je tudi zaradi hitrega in pogumnega ravnanja uslužbenca rop spodletel. Pobegnil je, a so ga policisti izsledili. Zdaj je v pridržanju, kjer ga zaradi suma storitve kaznivega dejanja ropa in kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja čakata kar 2 kazenski ovadbi. Nepridiprav je zaposlene v banki zelo prestrašil, a ti pred kamero ne želijo govoriti, saj naj bi šlo za starega znanca policije. 32-letnik je oborožen sekiro in kovinsko palico za dvigovanje uteži pritekel do banke in nato skozi vhod vstopil. Tam so bile 4 stranke in 5 zaposlenih. Z sekiro udaril po zaščitnem steklu, pred okencem, kjer takrat ni bilo nikogar od strank, ne od zaposlenih. Steklo je počilo, vendar se ni razletelo, torej ostalo je v enem kosu. Nato je pristopil do sosednjega okenca, kjer je bila v tem trenutku ena od strank, na drugi strani pa ena od zaposlenih ter pripravnica, ki je tudi opravila dela tam. Izročil mu je nahrbtnik in zahteval, da mu napolni nahrbtnik z denarjem. Zaposleni je bil priseben in je sprožil alarm, kar je seveda prestrašilo osumljenca, ki je zaradi tega stekel iz ustanove in se svojim skuterjem pobegnil v smeri Majšperka. Policisti so se pognali za njim in ga izsledili pred Ptujsko goro. Filmski pobeg roparja sekiro pa se je tu šele začel. Osumljenec se na znake policistov naj ustavi ni odzval. Bežal je v smeri Majšperka, kjer je nato parkiral skuter in poskušal zbežati peš. A to mu ni uspelo, zato se je znesel še nad policisti, ki so mu sledili. Po poti je osumljeni vzel v roke lesen kol in se z njim zoperstavil policistom oziroma se uprl prijetju. Policisti so seveda bili prisiljeni uporabiti prisilna sredstva, ob tem je osumljeni enega od policistov lažje telesno poškodoval, vendar so ga policisti vseeno uspeli obvladati, seveda je sledilo prijetje in pa pridržanje, v katerem je še sedaj. Policista je udaril glavo in ostaja v pridržanju, čakata ga pa kar 2 kazenski ovadbi. Skupna zadolženost občin in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občin se je lani v primerjavi z letom 2015 zmanjšala za 21,4 milijona evrov in je konec leta 2016 znašala blizu 844 milijona evrov. Pri tem je stanje dolga občin po podatkih omenjenega poročila znašalo 710,5 milijona evrov. Konec lanskega leta ni bilo zadolženih 16 občin, v letu predtem pa je bilo takšnih občin 18, zapisali na Ministrstvu za finance. Na znižanje zadolženosti v lanskem letu je vplivalo predvsem zmanjšano število javnih razpisov za sofinanciranje investicij iz proračuna EU, pa tudi poplačilo obveznosti iz naslova zadolžitev nekaterih občin in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občin. Skupni dolg na prebivalca je višji od 600 evrov v 26 občinah. Od tega ima 5 občin skupni dolg na prebivalca nad 1000 evrov. Najvišji skupni dolg na prebivalca v letu 2016 je ponovno imela občina Gornji Petrovci in sicer 1813 evrov. Lani je Ministrstvo za finance 47 občinam izdalo 65 soglasij k zadolžitvi. Skupni obseg novih zadolžitev na podlagi soglasij je znašal 53,9 milijona evrov. Občine so se zadolževale predvsem za investicije predvidene v občinskem proračunu. 13 občin je upravljalo z dolgom občinskega proračuna. Tudi ta teden smo za vas izbrskali nekaj zanimivih prostih delovnih mest. Če se v katerem od odpisov prepoznate, je lahko zaposlitev tudi vaša.
Obsežno znanje in ustrezne večletne izkušnje vam lahko prinesejo zaposlitev kot vodja zagotavljanja kakovosti v družbi Farmtech. Navdušenci nad informacijsko tehnologijo, znanjem z področja administracije in servisiranja strojne opreme se boste morda bolje znašli na delovnem mestu informatika v podjetju GMT. Bi raje organizirali in nadzirali delo na vodovodu, kanalizaciji ter komunalnih delih? V javnem komunalnem podjetju Komuna Beltinci zaposlijo operativnega vodjo. Na osnovni šoli Gornja Radgona medtem iščejo učitelja za dodatno strokovno pomoč. Priložnosti pa se ponujajo tudi v Ljubljani. Kot vodja za kadrovske zadeve lahko namreč podjetju Outfit 7 pomagate do največjih talentov na trgu dela in jih ponesete do še večjih uspehov. Povezave do vseh prostih delovnih mest najdete na sobotainfo.com. Edini slovenski predstavnik na olimpijskem teniškem turnirju gluhih v Samsunu v Turčiji, Marino Kegl, je izgubil dvoboj za bronasto medaljo. Premagal ga je Rus Jegori Panjuškin s 6-3 in 6-0. Kegl, ki se je prvič v karieri uvrstil med 4 najboljše gluhe tenisače na svetu, je bil po dvoboju precej razočaran. Nisem imel prave volje in energije, hkrati pa se mi zaradi hude vročine tudi ni uspelo dovolj zbrati, pravi Kegl, ki je v polfinalu izgubil proti predstavniku iz Ekvadorja, ki nato v finalu ni bil kos 15-letnemu Jaroslavu Šmedeku z Češke. Sicer pa gre za drugo olimpijado gluhih mladega tenisača na svojem prvem olimpijskem nastopu, pa je pred 4 leti v Bolgariji zasedel 9. mesto. V svoji dosedanji karieri je bil dvakrat mladinski evropski prvak, osvojil pa je 28 turnirjev. Obenem je član slovenske reprezentance, brani pa barve avstrijskega kluba, s katerim nastopa v drugi zvezni in deželni ligi. Ljubitelji nogometa bodo odslej lahko tudi drugoligaške tekme spremljali preko televizijskih sprejemnikov. Prva bo prihodnjo soboto nastopila Nafta. Nogometnim navdušencem, ki so doslej lahko preko televizijskih sprejemnikov spremljali srečanja ekip v prvi ligi Telekom Slovenije, letošnja sezona prinaša presenečenje. Že čez nekaj dni bomo lahko na malih zaslonih spremljali srečanje med Nafto 1903 in Roltek Dob. Dan zatem pa še med Farmtech Veržejem in Jadran Dekani, ter med Muro in Fužina Ravne Sistem. Nogometna zveza Slovenije in Športklub Slovenija sta sklenila dogovor o prenosih druge slovenske nogometne lige na televizijskem programu Športklub. Prvo srečanje med Nafto 1903 in Roltek Dob bo na sporedu 4. avgusta ob 20. uri. Drugoligaška tekmovanja bodo letos še posebej zanimiva, saj se je število klubov v ligi povečalo z 10 na kar 16. Med 16-terico sta odslej tudi Mura in Ledavska Nafta 1903, še odprej pa je v ligi tudi Farmtech Veržej. Na sobotainfo.com preverite, v kakšni vodi se kopamo v Pomurskih termah. Več torej na sobotainfo.com, mi pa si poglejmo še kratke novice. Jutri bo večinoma sončno, pozno popoldne ali zvečer pa bo od zahoda naraščala visoka koprenasta oblačnost. Kakšno vreme nas čaka čez vikend pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli delno jasen dan s temperaturami okrog 28 stopinj Celzija. Opoldne ste v Krajinskem parku Goričko namerili 20 stopinj, v Radencih in Murski Soboti 21 ter v Lendavi stopinjo več. Jutri bo večinoma sončno, pozno popoldne ali zvečer pa bo od zahoda naraščala visoka koprenasta oblačnost. Najnižje jutranje temperature v vzhodni Sloveniji se bodo v Murski Soboti in Mariboru gibale okrog 16 stopinj, dnevne pa se bodo povzpele do 28.
V noči na nedeljo se verjetno za kakšno ploho ali nevihto prehodno poveča. V nedeljo bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastala bo kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek kaže na sončno in vroče vreme. Temperature bodo vsak dan višje. Temperature v naših krajih se bodo dopoldan gibale med 16 in 19 stopinjami, dnevne pa med 32 in 35 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili za danes. Več vsebin najdete na naši spletni strani www.tvidea.si. Nasvidenje do jutri.